Dober večer, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. Včeraj zvečer je bila v Cankarjevem domu težko pričakovana premiera opere Sirski brivec. Dogodka se je udeležila tako rekoč vsa kulturno-politična elita. Tam je bil celoten državni vrh, večina ministrov, nekateri poslanci, lobisti, strici iz ozadja, skratka vsi, ki v tej državi kaj pomenijo. Sirski brivec je opera v 3 dejanjih. Začne se z begunsko krizo, nadaljuje z integracijo v novem okolju in konča z deportacijo. Poglejmo kratek odlomek iz predstave. Današnje izvedbe in cela opera so šle preko neke običajne mere in meje. Jaz jih ta moment ne želim komentirati, ker gre za nek svečan dogodek. Bom pa zagotovo zvečer na Twitterju napisal, kaj si mislim o tem. Mislim, da Slovenci pa se redko hodijo na opero, se nekako ne zavedajo, da je pravzaprav to tisto, kar opredeljuje njihovo življenje, ne? Slovenci so pripravljeni se resno angažirati za šport, za kakšno veselico, pa tako naprej. To je pa za figa. Kaj ćemo zdaj reči? Seveda ni vse tako, kot bi človek želel, ne, ampak dober je, če pa pomislimo, kako bi bilo lahko, slabo smo pa lahko zadovoljni. Katastrofa, čist še je šlo narobe, treba je narediti širšo analizo, ampak v glavnem mislim, da je ansambel ni izkoristil svojih potencialov in to je zelo veliko razočaranje. Jaz bi temeljni razlog za temeljni problem smatral livretu, ki je pač ceneno sranje. Takole so predstavo videli nekateri eminentni gostje, v studiu pa zdaj pozdravljam oba naša komentatorja. Živo, dober večer. Dober večer. Tudi videla sta bila na premieri, je bilo res tako morbidno, kot zgleda. Ok, jaz sicer nisem operni kritik, niti si ne želim biti, ampak če bi že jaz sprašuješ, bom rekel takole, ne. Sirski brivec je opera, zaradi katere bi mogel odstopiti ali predsednik vlade ali pa kulturni minister. Oba tega ne morete preživeti, ne. Zakaj? Glej, ta predstava se ne bi smela zgoditi, ne. Prvič, ker ni pocen, drugič, ker krši vse konvencije o človekovih pravicah in tretjič, ker nam z njo premier in kulturni minister sporočata, da je birokracija gospodar človeških duš, ne. Kaj praviš, Matej? No, tukaj se moram strinjati z Marcelom. Jaz toliko bedne predstave še nisem videl. Ena sama tragedija, ki se vleče in vleče. Najprej tiste neskončne kolone beguncev in migrantov, pol, ko si človek nekako pomore, na novo zaživi, pol ga pa hočejo deportirati. No, ne moremo mimo publike in vstopnic. Karte so se menda delile po principu malo za njih, veliko za nas. No, to je pa kriminal posebne sorte. Da vabila ni dobil Janez Janša, je po moje prvovrstni škandal. Predlagam, da kar prisluhnemo, kaj je povedal. Meni edinemu od vseh niso poslali vabila za opero. A veste opero? Predstavljajte si, da vas nekdo ne povabi na predstavo. Vi pa ste največji ljubitelj opere, imate vsa zbrana dela, Verdija, Mozarta, Puccinija, Wagnerja in tako naprej. Ampak pravijo, da so vam vabilo poslali, ampak da ga niste želeli prevzeti. Seveda bi ga prevzeli in počakali na odločitev odvetnikov. Ne. Vendar Slovenska demokratska stranka vabila pač ni dobila. No, komu zdaj verjeti? Janezu Janši in SDS ali tistim, ki so pošiljali vabila? Meni se zdi, da imate tako Janša kot SDS probleme s to priporočeno pošto, ne. Če bi jim vabila dal v kasec, verjem, da bi bili vsi tam in ne bi nobeni jokal zaradi kart, ne. No, Marcel, sorry, ampak stvari niso tako enostavne. Jaz mislim, da ravno ta primer kaže zelo jasno sliko delitve ljudi na prvo in drugorazredne. No, gledajte, ne, če se imajo eni za drugorazredne, kaj so pol begunci, ne? A tretjorazredni, petorazredni, ne? Begunci bodo že našli pot, še vedno so jo. Bolj me skrbi za naše ljudi. Kam bodo šli oni, ko pridemo do zadnjega dejanja? Kam? Verjetno na kako čik pazo, nekam pa ne. Hvala obema za pojasnila.
Vlada je na četrtkovi seji sprejela uredbo, s katero je na novo definirala vlogo in pomen protestov pred najpomembnejšimi državnimi inštitucijami. Po novem bo mogoče protestirati le v času malice in še to največ pol ure. Prvi, ki so danes dopoldan demonstrirali po novem režimu, so bili dolenjski Romi. Nehajte se zajebavati, ker so nova pravila, imamo samo pol ure, tako da zdaj direktno vlade prosim. Nobenega zajebavanja, za zamudnika pa ne bo sendviča. Ajmo brzo, ajde. Nećemo. Gremo prav v smer. Nećemo. Opet v redu je, ajde malo hodaj. Nećemo. Ajde. Nećemo. Ajde, gremo v Disi. Zakaj moraš lahko agregat zraven, no? Pa zihar se zamujamo. To kar je prepisje, čisto preveč premalo časa za protest. Bog ne moš ni ogenska za kurs. Kaj bomo mi pol ure spečeli prasico? Zdaj bomo naročili sendvič sa sirom in salamo posebno, da bo zaston. I želači da ne bomo. Ja se samo sačiram dobu. Če si zabudu! Po dva, po tri, sam bi mogel dobiti sejav. Zabudu si! Ja, pokreći cigan. Po čemu vse tu samo krade? Tako je! Kot veste, je veliko Romov žal brezposelnih in težko je bilo razložiti, kaj v bistvu je čez malce. Sej, če nimaš službe, ne, potem običajno tudi nimaš časa za malcu ali malice, ne. Ko pa smo razložili, da bodo dobili zastonj za jest, pa z udeležbo na protestih nismo imeli več težav, ne. Predsednik republike Borut Pahor je 2 tedna po zmagi na predsedniških volitvah počasi začel vračati usluge. Pred slabo uro se je v Mengšu končalo srečanje z upokojenci Karla Erjavca, ki so bili po mnenju raziskovalcev javnega mnenja odločilni faktor v boju za njegov drugi predsedniški mandat. No, poglejmo, kako so se zmenili. Jaz bi se vsem tlele zahvalil, ker ste poskrbeli, da je zmagal naš Borut v drugem krogu. Hvala vsem. Storil bom vse, kar sem obljubil. Skupaj nam bo uspelo. Vemo, da brez nas upokojencev zmaga ne bi bila tako enostavna in danes smo se zbrali, da se dogovorimo, kako nam bo gospod Pahor vrnil volilno uslugo. Torej, od danes ga lahko tudi vi najamete za en dan. Če je treba porezati živo mejo, če imate opravke, vrtnarske, mizarske, karkoli je vam pretežko za narediti, vi samo Boruta pokličete in on bo prišel in vam bo pomagal, ni treba hiteti, ker bo še 1800 dni predsednik, tako da boste vsi na vrsto prišli, ne se sekirati, saj nima kaj drugega za početi. No, imam še Instagram. No pa to, zdaj pa kar dol, pa da počas naredimo urnik, kar gremo. Jaz bi vas rada, da bi bil model za eno slikarsko A kolonijo. bi delal akte? Ja, super. Hvala. Živijo, hvala. Per meni je treba pod streha prefarbati. Jaz pa rabim enega, da mi video rekorder naštela. bežnatiki. Z nami zdaj v živo kolegica Latoja. Čau, Slavko! Torej vse kaže, da predsednika čaka obilica dela, da bo poračunal z upokojenci. Me čaka ga nenormalno veliko dela. Po podatkih, ki sem jih dobila od Karla Erjavca, naj bi bil bukiran vse tja do julija leta 2020. No, pa zdaj to je več kot polovica njegovega predsedniškega mandata. Ja, s tem, da jo je še dobro odnesel. Račune mu je namreč izstavilo samo nekaj čez 1000 upokojencev, za njega pa jih je, kolikor vemo, volilo blizu 100 000. In kaj vse bo moral početi? Katere so najbolj pogoste zahteve upokojencev? No, v glavnem gre za opravila okoli hiše, barvanje ograj, rezanje žive meje, kidanje snega, pomoč v gospodinjstvu, no, nekaj pa je tudi takih zahtev, ki so tudi mene malo presenetile. Kaj recimo? No, ena gospa ga je povabila na obletnico dekliščine, kjer bo moral izvajati striptiz. Druga si je zaželela masaže nog, en malo čuden starejši gospod pa bi ga rad cel dan jahal kot konja.
No, tega mu pa res nihče ne zavida. Latoja, hvala za vsa ta pojasnila in lepo zdrav v Mengeš. Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump in njegova soproga Melania sta na zasebni turnej po Aziji v enem dnevu zamenjala kar 5 držav. Pa ne zato, ker bi postavljala kak hitrostni rekord, pač pa zato, ker nikjer nista bila preveč zadovoljna. Ne s hrano, postrežbo, niti z bivanjem v hotelu. Poglejmo, kaj vse je šlo narobe. Glej, kukaj ljudi, pa vsi sem stojijo. Ej, a bo kdo moja kufr nosil? Ja. Živijo, robo ena soba, pa bar. Lej, sorry, če ne morem menga viskija spet, pač ne bom tle spava, ne? Melania gre v nekaj Kitajske. Kako cajta bo to trajal? 1 ura. Pa, Da pauze, pa še 1 ura. Shit. Labla boljše. Ja, no, hvala za vabilo. Moram pa reči, da bi se želela knjigo prempom pa pretož, ker tla so bila topla, povsod smrdi po zelju. In nihče na ulici ni znal angliško. A bo še ti napisala, kar sem mislila? Ajde, pa lepo napiš. Pazi, bodoče se piše na razen. Kako je dobro. Ej, res sem se trudil, ampak jaz tega res ne morem jesti. Tako. Ej, sorry, surove ribe, pa res ne morem. Meni se me čakajo fantje v Vietnamu, tako da šibam. Kaj pa Melanijo? Melania bo tle počakala neka slabo alge, pojedla nekaj, pet jo pelat malo na WC, adijo. Smo že mislili, da te ne bo, ampak sem rekel fantom, da priješ to pusta. Vse si sam, ni? Ja, važi. Same fantje smo tu, super. Da? Kak je plan, a bo tle žurka ali kako? Ni, gremo do hotelja, pa ti tam vse razložim. A, bomba. Glej, za žur nam je Boris zrihtal v džungli par Vietkongovcev. Pripravljeni, moja original obleke, rožje. Pa glej, plan je, da se naštimamo, pa jih gremo loviti. Jaz sem mislil vzeti nož, pa je na Kalašnikov, Oni ampak nimajo lahko da nabojev, tudi nič, tank ni ali pa nevarno. letala, ni problema. Lahko jih tudi zvežemo, sploh ni nevarno, niti malo. Kaj pa, ne, če bi ne. najprej nekaj sem spil? Ja, lahko. Gremo pit, Imamo full vod. Gremo. gremo pit. Mater, kuka žgejo. Nekaj imate pa babe. Smo že pri športu? Pozdravljen, Zmago. Reče slako. Športna novica dneva je, da je Martina Ratej zamenjala šport. Ja, športne, valjda. Tako je, nekdanja vrhunska metalka kopja, ki ji na največjih tekmovanjih nikoli ni uspelo osvojiti medalje, je pri svojih 36 letih atletko zamenjala z judom. O to naj bi jo prepričal sam Marjan Fabjan. Poglejmo njeno izjavo. Martina, ali je res, da boste v kratkem atletsko stezo zamenjali za tatami kopje za kimono? Ja, res je, pogodbe so podpisane s Fabjanom in se že eni pogoji izpolnjujejo. Za lase mi je že rekel, da so predolgi. V bistvu največje težave pri mojih nastopih so te psihološke. Ker enostavno pred leti je bila največja težava pomiritev, ne. Ni mi pomagal nič, pa sem šla na vse, na masaže, na razne terapije, ker pa je bila pa olimpijada tu, jaz pa nisem bila pomirjena čist nič. In pa z moje strani, jaz sem za judo dovolj napita. Izkušnje, odmarjanja pa vseh, pa bodo tukaj pika na i v bistvu. To pomanjkanje zaupanja, pa bojo Fabijeve metode spremenile 2 leti trdih treningov in v Tokiu gremo ziher na stopničke. Svetovni prvak Formule 1 Lewis Hamilton se je pred jutrišnjo zadnjo dirko letošnje sezone v Abu Dhabiju srečal z vozniško instruktorico Lejlo, pri kateri je pred 15 leti napravil vozniški izpit. Poglejmo, kako danes gleda na njegove vratolomne vožnje.
Pa si tu. Sej veš, da si še dolžen za 2 uri pa za CPP? Res? Ampak se A ni ste nas važno. tožili? Ja, že lani. Ja. Okay. Zakaj smo prišla? Samo za težite. Ker, Levi, tako te jaz nisem učila. Nobenih žmigovcev, ko zaviješ ven, skozi na levem pasu, izsiljuješ voznike, prehitevaš. Prehitevam, ja. Najbolj pa me skrbi hitra vožnja. Tukaj pa res pretiravaš, kličemo te kar maneken. Ja, Zakaj pa? ker te radar skozi slika. Ja. Hočeš, da se malo mirim? Ja. Zakaj pa? Ja, vsi vejo, da sem te jaz učila, potem mi je pa nerodno. Ja, no, sej, slaba reklama, sej. Daj prosim, meni bi veliko pomenil. Sej to. Ja, daj prosim. Glej, sej je že itak čisto vse odločen na zadnji dirki. Ja, Pa hvala. vse po predpisih, kaj prav obljubim. Hvala. Zdaj pa pet. No, me res zanima, če bo fant jutri poslušal. Ne verjamem, ko te z boka pritisne fetl, od zadaj pa rekenen, pozabiš na CPP. Zmago, hvala za tvoj nocojšnji doprinos k bučkam. Mi pa pogledajmo, kaj nam je pripravila Lorela. Ćao, nocoj imamo ekskluzivni intervju z našim najstarejšim DJ-jem in posnetke z predstave Moj stric Serpentinšek. No, sliši se zanimivo. Pisatelj in humanist Boris Pahor velja za dobrega poznavalca tehnokulture. Kot DJ je veliko nastopal tako v Italiji kot pri nas na obali. Včeraj je po dolgem času spet vrtel v ambasadi Gavioli, naš sodelavec Vladimir Vodušek je z njim napravil tale intervju. Kako bi vi preverjali sceno, kje se je žuralo v Italiji ali v Sloveniji, kje je bilo boljše po vaše... Ja. Včasih je Italija imela v vsaki ulici za eno diskoteko, takrat je Slovenija glih dobila ambasado. Zdaj, Gavioli je bil kul, ne? Jaz sem bil vedno dober za tehnoparti. Sam da žge, sam da buta. To je zame prava zabava. Je bil v Sloveniji boljši žur, torej? Ne, samo Gavioli, ostalega ni bilo nič. Aha, razumem. Kaj pa muzika? Kaj se je rolalo v Trstu takrat v bistvu? Mi smo v Trstu takrat že rolali Detroit Techno, Acid House in tako naprej, ne? Že konč 80-ih. Folk je bil po 16 ur za gramofon. Takrat pa že Bumek, Umrek še niti ni začel. Mislite Umeka, DJ Umeka, ja? Sama komercijala. Komercijala. To ni melodija, bazi niso pravi. Kot da Karl Cox je pokvaril sceno. Boste zarolali kaj novega danes? Mogoče. Imam en dober miks, Trst je naš od kancanja, pa da vidimo, kaj bo. Po velikem uspehu Marjana Šarca na predsedniških volitvah se je slovenska stand-up scena čisto povampirila. Trenutno je vsaj 7 komikov, ki imitirajo lik Serpentinška. Poznavalci pravijo, da se mu je še najbolj približal Tadej Toš. Poglejmo, če res. In se čuje baba traktor, sam zaradi tega. Zdaj pa druga fora. Pazi, baba, sama po sebi ki šporet. Čisti šporet. Je tako, gospa. Čisto je. Zdaj povedal, zakaj je šporet. Zato, ker fajn je. Da imaš, sam da bo kolačo tu pa ne. Ni šanse, razumeš? Zdaj pa takole. Še enem povedal. Ta pa najbolj pomembna od vseh, ki jih imam danes pripravljenih. Babo nabutat, pa košo naklepat, ni ankoli san vržen cajt, razumeš? Tako je to. In ne žrač, naprimer. In nje ne vprašaš, a zdober, nje vprašaš, a skaj bolj. In pa da naprav, tiskomat, ču, žena naj bo doma, čaka za šporgetom. Ker baba je žaba, žaba pa čokni. Fertik. To bi bilo vse z moje strani za nocoj, se vidimo naslednjo soboto. Ne, Lorela, naslednjo soboto je Miklavžev koncert. Mi se zopet vidimo 9. decembra. Cenjene gledalke in gledalci, gledali ste izmišljene novice, lahko noči in miren spanec.